teme. Kids TV. Kdo ali kaj, kako in zakaj? Danes 5 novih dejstev spoznaj v rubriki Petka. Dober dan, otroci! Se boste novih stvari učili z mano. Če imate vprašanja, kar z njimi na plano. Kdo ali kaj, kako in zakaj? V rubriki Petka vsakič 5 novih dejstev spoznaj. Prvo vprašanje. Kako vemo, da so dinozavri obstajali? Ste že kdaj slišali za znanstvenike? Ali točneje za paleontologe? Prav oni preučujejo starodavna živa bitja, kopljejo po zemlji in iščejo fosilne ostanke kosti, zob, listov. Potem jih opazujejo, preučujejo in ugotavljajo, kakšno življenje so imeli, kako so se obnašali, kaj so radi jedli, kaj so nasploh radi počeli. Tako torej poznamo življenje dinozavrov. Drugo vprašanje. Kako so bili oblečeni vitezi? Ste že kdaj gledali kakšno risanko ali morda film o vitezih? Če ste, potem sem prepričana, da niste spregledali njihovih oklepov, ki so jih imeli na sebi. In kako je oklep sestavljen? Iz železne srajce in iz čelade. Oklep je bil težak več kot 20 kilogramov. Zato, če je revež padel, se je zelo težko pobral. Ste si že poskusili izdelati ščit in meč? Dobra ideja, kaj ne? Tretje vprašanje. Kako se umivajo sloni? S čim si po vašem sloni pomagajo pri umivanju? Z rilcem bo držalo. Z rilcem posrkajo vodo in se z njo poškropijo kot s prho. Se pa zelo radi kopajo tudi v jezerih in rekah. Še to vam moram povedati, če še ne veste, seveda. Sloni se pred soncem in žuželkami zaščitijo tako, da se povaljajo v blatu ali prahu. Aha, mi se našpricamo s spreji, ki so temu namenjeni, oni pa so našli svoj način zaščite. Precej domiselno, kaj ne? Četrto vprašanje. Kako se živali branijo pred mrazom? Vsaka žival najde svoj način, da se zaščiti pred mrazom. Polhi, svizci in medvedi bolj ko ne zimo prespijo oziroma predremljajo v svojih brlogih in čakajo na pomlad, ko bo spet prijetno toplo. Temu pojavu rečemo zimsko spanje. Je pa tudi veliko živali, ki zime ne prespijo, na primer lisica. Ima pa zato zelo debel kožuh, ki jo greje kot plašč. Kot rečeno, vsaka žival se znajde po svoje. Naredi si tako, da je zanjo najbolje. Peto vprašanje. Kako vemo, koliko je stara želva? Vsako leto na luski želvjega oklepa zraste nov obroček. Če preštejemo vse obročke, dobimo želeni odgovor. Se pravi, koliko je želva stara. Enostavno, kaj ne? Če ima želva na oklepu 3 obročke, pomeni, da je stara 3 leta. Kaj pa, če ima 6 obročkov na oklepu? Koliko je potem stara? 6 let. Zelo dobro. Na koncu še nalogo ti dam. Za pomoč prosi starše ali pa jo opravi sam. V škatlici sreče se jih skriva veliko. 1 za vsako Petka rubriko. Dobro prisluhni, današnja naloga je sledeča. Danes si izberi prijatelja ali prijateljico v vrtcu oziroma šoli, ki mu boš pomagal pospraviti njegove stvari tja, kamor pašejo. Recimo igrače v vrečko, barvice v peresnico, oblačila v torbo. Veliko novega smo se naučili, vsaj eno dobro stvar v dnevu naredili. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Ampak nič ne skrbite, kmalu odgovore še na druga vprašanja dobite. 1 petka za vse in se kmalu spet gledamo na Timi Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič! Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam.
Gremo skupaj. Dan, dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Danes bi vam rada samo na kratko pokazala, kako lahko začnete vsak dan znova s pozitivnimi mislimi. Tule imam knjigo Joga za dobro jutro in na koncu tele knjige sem našla super zadevo. Piše, kako se želim počutiti danes. Poglejte. In veste kaj? Prav mi smo tisti, ki se lahko odločimo, kako se bomo počutili danes, jutri, pojutrišnjem in vsak dan našega življenja. Zdaj pa dobro poslušajte. Usedi se, sedite in se udobno namesti. Se pravi, usedete se in se udobno namestite. Zaprete oči. Jaz jih ne moram zapreti, ker moram brati, ampak vi pa lahko zaprete oči in samo poslušate, kaj govorim. Zmenjeno? Dobro, gremo naprej. Se pravi, zapremo oči, dlani nežno počivajo na kolenih. Rahlo se dvignemo, tako da poravnamo hrbtenico in nato nežno povleci ramena nazaj. Se pravi, lepo se zravnamo. Globoko vdihnemo. In počasi izdihnemo. Naj se telo sprosti, občuti zrak, ko znova globoko vdihneš in nato počasi izdihneš. No pa dajmo, še enkrat vdihnemo in izdihnemo. Kakšen je bil zrak, ki ste ga vdihnili? Topel, mrzel? Kakšen je bil? Pomislite na to drugič. Gremo naprej. Zdaj pa misli na besedo, ki jo piše, kako se želiš počutiti danes. Aha, se pravi, sami si izberemo misel, s katero želimo začeti nov dan. Se pravi, to je lahko beseda kot vesela, prijazna, prijateljska ali radovedna. Lahko je to beseda kot so srečna, miroljubna, mirna, navdušena ali pogumna. Izberi tisto besedo, ki najlepše opiše, kako se želiš počutiti danes in jo zadrži v mislih. Ko vdihneš, se napolni z želenim občutkom in ko izdihneš, razširi in odpošlji ta občutek v svet. Se pravi, vdihnemo občutek, da želim danes biti še posebej prijazna in izdihnem in pošljem to misel v svet. Vam je uspelo? Katero besedo ste si vi izbrali? Prav radovedna sem. Kaj? Da boste še bolj prijazni, še bolj radovedni, še bolj prijateljski, krasne misli za začetek dneva. Ampak nisem še konec, se pravi, tule piše, občuti, kako si želiš biti danes. Se pravi, to smo si izbrali, jaz bom ekstremno prijazna danes. Še enkrat globoko vdihnemo in počasi, počasi izdihnemo. Zdaj lahko odprete oči in pripravljeni ste za nov dan. Z lepimi mislimi v nov dan torej. Samo še en velik objem, poljubček in pa do prihodnjič. Kvisko, zimsko obarvan. Ste pripravljeni na novih 6 vprašanj? Pa začnimo. Polarni medved, žirafa, slon. Katera žival živi na mrzlem severu? Je to polarni medved, žirafa ali slon? Tako je, to je beli polarni medved, ki je velik sesalec iz družine medvedov. Je največja zver na svetu. So mesojede živali, odlični plavalci in izjemno so hitri. Prehitijo človeka kot za šalo. Gremo dalje. Smuči, smučarska deska, drsalke. Povejte mi, s čim smučamo na snegu? S smučmi, smučarsko desko ali z drsalkami? Bo držalo, s smučmi smučamo na snegu, z desko deskamo na snegu, z drsalkami pa drsamo na ledu. Gremo naprej.
na tretje vprašanje. Pred vami so 4 slike s 4 letnimi časi. Na kateri izmed slik je prikazana zima? Na sliki številka 1, 2, 3 ali 4. Res je, zima je prikazana na sliki številka 4. In kako vemo, da je ravno to zima? Ker so drevesa zasnežena. Aha, pa tudi poglejte, ti beli krogci, to je sneg. Gremo dalje. Iglu, stolpnica, hiša. Kako rečemo domovanju, zgrajenem iz snežnih ledenih kock? Mu rečemo iglu, stolpnica ali hiša? Iglu bo držalo. Iglu ali eskimski dom je snežna hiša ali hiša iz ledu. In kdo živi običajno v igluju? Eskimi. Odlično, gremo dalje. Sani, tovornjak, letalo. S katerim prevoznim sredstvom se bo Božiček pripeljal v naše kraje? Bo prišel s sanmi, s tovornjakom ali z letalom? S sanmi se bo pripeljal, kako pa? Iz daljnega severa ga bodo v sani vpreženi jeleni z rdečenosim Rudolfom na čelu peljali od hiše do hiše, od otroka do otroka. Še zadnje vprašanje. Rokavice, šal, pulover. Kaj si damo na roke, da nas ne zebe? Si bomo dali na roke rokavice, šal ali pulover? Rokavice. Ja, rokavice nam bodo segrele roke. Šal gre okoli vratu, topel pulover pa je nepogrešljiv, ko je zunaj mrzlo. Greje nas in tako se lahko tudi, ko sneži, brezbrižno igramo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Dober večer, otroci. Božič je, ta čarobni čas imam najraje. Danes imam Diana za vas krasno božično knjigo Malih junakov. Vesel Božič Tim je njen naslov in začne se z božičkovim posvetilom. Celo leto sem pridno te opazoval, nasmejan, igriv in bister fantiček si postal. Ker domačim res si redko ponagajal, te bom danes z veseljem razvajal. Pred tabo je knjigica božičnih skrivnosti. V prihajajočem letu ti želim veliko otroških radosti. Tvoj Božiček. Vesel Božič, Tim! Presenečenje! Tukaj smo, naj se naša dogodivščina začne. Ta knjigica je čisto tvoja, kot je tvoj ta čas. Božični čas, ko okoli sebe našel boš vse nas. Prišel je čas, ko se čarobnost skriva povsod. Jelenčki se z Božičkom odpravljajo na pot. Vsa pisma so prispela. Si svoje že poslal? Si morda razmislil, kaj z veseljem rad bi dal? Kraguljčki že zvenijo v tiho, mirno noč, že kliče nas Božiček k sebi v pomoč. Imej prekrasen Božič, objet z vso toplino, doma, v veselju, v sreči, z vso svojo družino. Hi, ho, 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 božični čas je tu, čarobno srečo in veselje Božiček na saneh odpelje, do tebe, Tim, kot v snu. Prišel bom kot vsako leto in prinesel ti darilo. Prišel bom in prinesel eno, ki svet veselja bo odkrilo. Skozi leto sem te gledal in te opazoval, da res priden fantek si, to dodobra sem spoznal. Naj za konec to povem, povsem iskreno in debelo. Moj spisek pridnih res je dolg, a na vrhu z veliko piše Tim. Sem čisto pravcati snežak, bel, okrogel korenjak. Lepo si gumbke mi zapel, na glavo mi klobuk nadel.
Hvala ti bom rekel zdaj, saj cenim čas, ki si ga dal. Veš, Tim, časa ni prav na pretek, to v kratkem boš spoznal. Zato zelo pomembno je, da kdaj pa kdaj zahvališ se. Ljudem nasmešek podeliš, jim malo časa dodeliš. Babico vprašaj, kako si kaj. Očka, če kaj potrebuje iz trgovine. Mamo pelji kar na sladoled, teto pa na kremšnito na bled. Tako tvoj hvala velik bo postal, ne bo samo beseda. Dejanja tista so, ki štejejo, to že veš seveda. In ko tako mineva čas, se malo tanjšam tudi jaz. Kmalu rekel bom adijo, ko poslovi se zadnji mraz. A nič se ne sekiraj, ne obupaj, mule ne kuhaj. Pride kmalu novo leto in kmalu bom spet tukaj. Ko vse bo čisto belo in tvoj nosek malo rdeč, vzemi čas si za snežaka, zimskega junaka. Dragi Tim, vidiš, kako sem danes truden. Od polnega trebuščka komaj sem še buden. Božič ni potica, čeprav veliko je pojemo. Komaj čakam, da v posteljo spat gremo. Božič res všeč mi je, to verjemi mi. To čas je za družino, drage nam ljudi. A ne bi nič motilo, če kdaj ali pa kdaj bili bi malo tiho? Vprašaš me, zakaj? Prisluhniti, poslušati, to prava je veščina. Veščina, ki pokaže, kako te mama je učila. Brunda tu, brunda tam, za ušesa bolečina. Joj, prejoj in prmej duš, kako mi ljubša je tišina. Zato za Božič spomni se, ko usedeš se z družino, čeprav pomenkovati se je najbolj blazno fino, je včasih res koristno, da zapremo gobček, tako vsaj v miru napolnimo želodček. Kraguljčki zvenijo v tiho noč, zvezdice pojejo jim v pomoč. Nekaj se v daljavi skrivnostno iskri, so to res od dedka Božička sani? Kaj slišiš, ko pita Tim, ki božajo zrak? Hitreje, hitreje, veli globok glas. Komet in skakač, plesač, nastopač, kupit lisička gromač in bliskač. Božični jelenčki, prvovrstna smo klapa, komaj drži se Božičkova kapa. Vsak je zase malo poseben, eden za vse in za vsakega eden. Ko se boš kdaj zazrl v nebo, morda ti pri srcu zelo bo težko. Dragi Tim, zapomni si, da nekdo je ob tebi, ki rad te ima. Tim, čas je za darilo. Ne kar eno, za rabo nobeno, tako posebno, tako zavedno, tako, ki tvoje bo nadvse čedno. Morda bo konjiček, morda bo pa zajček, karkoli že bo, tudi puhasti zmajček. Vedi, da je zame največje veselje, ko ti darilo izpolni vse skrite želje. Kako zasijal bo, kako do ušes, nasmeh tvoj presladek, prav do nebes. Ko pogledal boš vame, da vidiš, kaj skrivam, katero darilo v sebi odkrivam. Ni tisto, kar vidiš in s čemer se igraš, ni tisto, po čemer tako trepetaš. Darilo, ki nosim ga, ni to, kar dobiš, temveč to, kako se razveseliš. Živjo Tim, si le prišel, da me okrasiš. Tvoja naloga danes je, da me z okraski nadgradiš. Kako popolna in igriva vsaka moja je oblina, zelo lahko verjeti je, saj sem jelka fina. Za Božič jaz kar zažarim, res se vsa bleščim. Na meni lučk se sveti 100, girlande veje lomijo. Joj, prejoj, kako sem lepa, a to mi ni pomembno. Morda sem malo res prevzetna, a kaj čmo, če sem fletna. Prišel je čas, da se v tejle pesmi Hecna jelka malo z resnim in skrivnosti podarim. Za Božič se podružiti, malo pokremljati, to je bistvo. Zagotovo pa posebej okoli jelke se nabrati in jo občudovati.
Vsako leto moj Božiček na božični dan zapusti me in odide daleč, daleč stran. Srečo in darila nosi otrokom vse povsod, ljubezen in veselje trosi debelušni ta gospod. Pogrešam ga, ko zapusti me, to srčno zdaj priznam. Pogrešam, da srce boli me, ker pač rada ga imam. Pogrešaš tudi ti kdaj koga, ko ga s tabo ni? Si žalosten takrat in prevzet od vseh skrbi. Dragi Tim, ne pozabi, ko ti je hudo, da je vsak dan tu, ob tebi vedno pač nekdo, nate misli, te varuje in ti zaželi, da za Božič in vse leto bil bi brez skrbi. Oh, ta Božič, kaj vse je za storiti? Jelko okrasiti, darila vse zaviti, z Božičkom kavo spiti, palčke poloviti. Vse to, da le lepo bi nam bilo. Pa saj ne rečem, da se ne izplača, a od vseh opravkov se želodec mi obrača. Levo, desno, gor in dol, vse smeri, ko le Rudolf bi posodil mi sani, pa mi ni. Dragi Tim, če se počutiš kakor jaz, da pomirim te, Božič je v bistvu špas. Samo vdihni res počasi, globoko skozi nos. Prepusti se, postani los, ker los je vsemu kos. Da, kos. Le mirno se zadevščin loti, ne pusti, da te kakšen palček zmoti. Zelo preprosto vse postori. Preštej do 3 in pusti, da Božič se zgodi. Zdaj me vidiš, zdaj me ni. Kakor hitro sem prišel, tako bom tudi odbrzel. Utrinek sem, po nebu letam, veliko lepega obetam. Švigam, švagam, da je kaj, obiščem rad prav vsak nov kraj. Tim, k tebi danes sem prišel, na ta praznični večer, da povem ti neko malo, da ne rečem resno šalo. Saj veš, da če opaziš me, ko se na nebu zaiskrim, eno željo ti izpolnim, potem v vesolje odhitim. Kaj podariti za Božič? Kaj podariti in nekoga res razveseliti? Je to pisan šop balonov ali pest bleščečih telefonov? Kaj je tisto, kar osreči, a stane manj kot nič? Kaj je tisto, kar ti da, a prodati se ne da? Kaj je to, kar je mehko in v duši je toplo? Kaj je to, ko roke skleneš in nekoga mednje deneš? Kaj je to, kar nič ne prosi in ljubezen sabo nosi? To, Tim, je tvoj objem. Mi daš enega, preden grem? Dragi Tim, je to konec? Je možno, da je počil božični lonec? Ah ne, to je začetek, začni se veseliti, peti, plesati, skakati, deliti. Veš sedaj, kaj je pomen Božiča? Sicer darila res imamo raje bolj od niča, a bistvo skriva se v druženju z družino. Priznaj, da z njimi ti je najbolj fino. Naj ti v tem času v duši zaigra. In kot se je ta knjigica začela, dovoli, da se še konča. Vesel Božič ti želimo, Tim, iz srca. Še eno smo prebrali, še eni pravljici smo dali prostor v našem srčku. Veste, kako Diana rada rečem? Naj se dan s pravljico začne in konča. Naj bo tvoja domišljija brez meja. Objem, poljubček in vesele praznike. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Ste pripravljeni na nov risarski podvig? Jaz tudi. Se že spomnite, kaj sem vam obljubila, da bomo ta teden narisali? Palčka, tako je, pomagača od Božička. Kaj? Ne reče se palček pomagača od Božička? Ampak kako? Škratek je? A ste prepričani, da je škratek in ni palček?
No prav, pa naj bo, potem se pa naučimo narisati škratka. A vas spomnim še enkrat, kako izgleda škratek, ki se ga naučimo narisati. Poglejte ga. Zelo je prikupen. Takole, napotke si bom dala tule, da jih imam, kako jaz rada rečem, na dosegu oči, ker tako kot ste že sami ugotovili, je škratek nekoliko bolj zakompliciran za narisati, kot so morda stvari, ki smo jih v preteklosti risali. Ampak to še ne pomeni, da ne bomo zmogli. Zavihajmo rokave in se potrudimo po svojih najboljših močeh. No, izberimo najprej barvo. Jaz si bom izbrala modro. Tako, napotek številka 1. Najprej bomo škratku narisali glavo. Takole. In glavo ima okroglo. Vam je uspelo? Odlično. Gremo na napotek številka 2. Narisali mu bomo laske. In sicer, tule boste v zgornjem delu glave narisali en tak polkrog in potem tule še en manjši polkrog. Dobro? Ok, gremo naprej. Škratek mora videti, s čim gledamo. Z očmi. Odlično. Pa bomo tule nekje na sredini glave narisali 2 manjši pikici. Tako, in to so njegove oči. Zdaj pa tule na napotku številka 2, če dobro pogledamo, bomo morali narisati 2 črti. Se pravi, recimo, da damo svoj takole kazalček na sredino glave in rečemo, da bomo čisto tule na koncu kazalčka narisali eno rahlo ovalno črto. Tako, in potem bomo dali še mezinčka zraven, tako, in bomo od mezinčka dol narisali še eno rahlo ovalno črto, nekoliko krajšo. Vam gre? Lahko grem naprej? No, pa grem. Napotek številka 3. Najprej bomo našemu škratku narisali nos in ta je tak ovalne oblike. Takole. Evo ga, nos ima. Ma, tudi vaš škratek nos? Dobro. Zdaj bomo pa polkrožno povezali, se pravi, glavo in tole črto, ki smo jo prejle narisali. Takole. Odlično. In enako ponovimo tule spodaj. Hop. Hop. Tako. Imamo vsi? Imamo? Gremo naprej. Napotek številka 4. Ok, njegovo kapico. Kako naj vam razložim? Dajte poskusiti slediti mojim gibom, pa bom jaz vzela rdečo barvo, da boste lažje in bolje videli. Poglejte, tule pri koncu laskov bomo naredili takole. En rahel oval in gor gre na špico. Takole in se spustimo dol do konca teh lask nasprotni, se pravi na moji desni strani. Imamo to? Imamo? Odlično. Pa usta mu bomo narisali, pa ker imam že rdečo v roki, bom usta narisala kar z rdečo. In je tak polovica ovala, ali pa polkrožno mu narišite, usta pa bo tudi čisto v redu. In nogice mu bom narisala z modro. In sicer bomo narisali eno ravno črto, pa eno zraven, še eno ravno črto, pa na drugi strani ponovimo. Ravna navpična dol črta, pa še ena navpična črta. Takole. Napotek številka 5, povežemo nogice z vodoravno črto, pa še tule pri desni nogici. In narišemo rokice. Rokice ravno tako narišemo črto eno ven, pa še eno takole, pa še na drugi strani. Ena črta, pa poleg še druga. Tako kot smo prej povezali nogi z ravnima črtama, povežemo tudi roki. Takole, pa še na desni. Odlično. Da bo naš škratek slišal, potrebuje ušesa. Ušesa bomo narisali nekoliko večja, kot imamo mi. Vsi vemo, da imajo škrati tako posebna špičasta ušesa. Pa narišemo eno rahlo ukrivljeno črto tule na desni in povežemo s še eno rahlo ukrivljeno črto. In enako ponovimo na drugi strani. Ena rahlo ukrivljena črta, pa še druga. Moji ušesi nista ravno enaki, tako da moram popraviti. Tale na desni ušesek mi je bolj všeč kot tale na levi, tako da bom tegale zbrisala in ponovila vajo. Takole. Ravno enak najbrž ne bo, ampak se bom potrudila, da bo čim bolj enak, se pravi. Še enkrat.
ukrivljena črta, ki jo povežemo s še eno ukrivljeno črto. V redu je, jaz sem zadovoljna. So vam všeč ušesa mojega škratka? So, ne? Meni tudi. Gremo naprej. Pa bomo, tukaj mu moramo še njegove čeveljčke narisati in sicer narišemo takole. Tule spodaj, pri levi nogici od škratka, najprej ravno črto, ki jo na koncu zavijemo v tak polkrogec. Kot črka J, tisti, ki že črke poznate, ampak narobe obrnjena. In enako na tejle desni strani, ravna črta, ki jo na koncu zavijemo v polkrogec. In tule napotek številka 7. Zdaj bom pa vzela zeleno barvo, pa mu bom tule na majčki narisala tako ravno črto, da bo njegova majčka majčkam bolj razgibana. Tule pri hlačah, da bomo vedeli, da so hlače, naredimo od polovice dol še eno ravno črto. Čeveljčke bo treba tudi povezati, pa bomo naredili, se pravi povežemo, vidite tule, od nogice do tega spodnjega dela čevlja in tule naredimo še eno tako ukrivljeno črto. Odlično. Pa ponovimo na desni strani. Krasno. Dobro, roke. Zdaj pa takole. Roke lahko naredite, tako kot imamo rokavice. Veste, kaj so rokavice? Takole, se pravi, je tle vse zaprto, pa je samo en prstek viden. Tako mu lahko naredimo tako rokavičko. Tisti, ki pa imate problem tudi to narisati, mu narišete pa kar takole. En krogec, pa ima tako zaprto rokavico za čez vse prste. Zmenjeno? Evo, pa bom na desni strani narisala. Se pravi, rokavico z enim prstkom ven, takole. Na tej strani pa narišem samo eno tako polkrožno rokavičko. Dobro, vi pa se odločite, katera vam je ljubša. Gremo dalje. Zdaj bom potrebovala, kar obdržim še zeleno, bom najprej mu nogavičke okrasila. Takole, pri nogavičkah naredimo take manjše črtice, takole vmes, da bo imel naš škratek pisane nogavičke. Takole. Krasno. Zdaj bom pa zamenjala in bom vzela rdečo barvo, da bom škratku narisala še cofek okrogel, tule na njegovi kapi in rdeča lička. Tule en krog, pa še en krog. Evo, pa smo ga končali. A vam je uspelo narisati škratka? Vam je? No, meni tudi in sem res zadovoljna. Prejšnji teden smo se naučili narisati darila. Poglejte, pri temle škratku sta tudi 2 darili. In če želite, lahko svojemu škratku dodate še 2 darili. Samo poglejte video od prejšnjega tedna, če se slučajno več ne spomnite, kako darilo narisati. Odlično! To je to za danes. Naslednji teden nas čaka še en zimski motiv. Ste že radovedni, kaj se naučimo naslednji teden narisati? Kaj? Bi radi, da vam spet namignem oziroma povem kaj? Škratek, kaj ti misliš? Povem otrokom, kaj bomo risali naslednji teden. Vas res tako zelo zanima? Res? No prav, pa vam pa povem. Oziroma pokažem. Prav, bom samo pokazala. Naslednji teden se naučimo narisati njega. Zdaj pa sami ugotovite, kdo to je. Dobro, evo, tule ga bom odložila, da bo lepo počakal do prihodnjega tedna. Mi pa se bomo samo še močno objeli, si poslali poljubčke in rekli pa do prihodnjič. Abu škatla. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Zjutraj me je zbudilo brenčanje. Odprla sem oči, pogledala okoli sebe, napela ušesa, tako kot jih napne mucek, ko lovi miško. Spet sem zaslišala brenčanje. Vstala sem, se sprehodila po sobi in spet zaslišala bzz. Od kje prihaja zvok, sem se spraševala, pa sem sledila zvoku. In
in sem prislonila uho na abuškatlo. In je zabrenčalo naravnost iz abuškatle. In takrat sem vedela, da potrebujem vašo pomoč. Vaš nasvet potrebujem. Kaj naj storim? Si upam odpreti abuškatlo. Če brenči. To se mi še ni zgodilo. Pa veste, jaz nimam tako kot medved debelega kožuha, ki bi me ščitil pred čebeljimi piki. Ja, medveda nič ne bolijo. No, edino, če ga čebela piči v smrček, takrat ga boli. Ampak če ga pa v kožuh, se medved ne sekira prav pretirano. Ampak jaz si pa ne želim, da bi me čebela pičila. Tudi v naravi jih opazujem takole oddaleč, nikoli ne grem preblizu. Zelo so pridne, lepe, marljive. Ampak, ko pičijo, pa kar precej boli. Zato jih raje tako z varne razdalje gledam. No, da se vrnemo na našo glavno temo. Si upam odpreti pokrov abuškatle ali ne? Pravite, da ja? Pravite, da abuškatla še nikoli ni storila nikomur nič žalega. To je res. V bistvu nas abuškatla vedno kaj novega nauči. Preseneti, to je res. Ampak žalega nam pa res še ni storila. A se opogumim pa odprem? Mi boste pomagali? A lahko skupaj odpremo na 3, 4 zdaj? Ste pripravljeni? No pa dajmo. Skupaj, prav? 3. Ne slišim vas, glasneje. 3, 4, zdaj! Wow! A veste, koliko pisanih stvari je notri? Ne, o čebelah ni ne duha, ne sluha, tako da so bile skrbi popolnoma odveč. Gremo pogledat, kaj je v resnici notri. Nekaj? Kakšne barve je to? Rdeče, nekaj rdečega. Tole notri je krog, to vsi poznamo, kaj ne? Ampak tale zunanji del, pa bi jaz rekla, da je šestkotnik. A ste že kdaj slišali za to besedo? Šestkotnik, zato ker ima 6 kotov, poglejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zato mu rečemo šestkotnik. Gremo naprej. Še en, zdaj že vemo, šestkotnik. In kakšne barve je? Oranžne. Odlično, ga bom kar tule poleg rdečega postavila. Gremo naprej. Koliko pa jih je? Še rumen šestkotnik, ki ga bom postavila poleg oranžnega. Gremo naprej. Tale je vijolične barve, zelo dobro. In kako smo rekli, da mu rečemo šestkotnik? Tako, tule na vrh rumenega ga bom postavila. Gremo dalje. Tule je še en. Kakšne barve pa je tale? Zelene barve. Odlično. Gremo dalje. Pa še en. Pa koliko je teh šestkotnikov? Kakšne barve pa je tale? Modre. Zelo dobro. In, mislim, da je zadnji. Tale je tudi moder, ampak svetlo moder. In ga bom postavila, glede na to, da je zadnji, kar tule na sredino. Zdaj pa bomo prešteli, koliko šestkotnikov imamo v različnih barvah. Pa gremo kar tule od rumene proti oranžni. Zmenjeno? 1, a štejete z mano? Dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 šestkotnikov imamo. In veste kaj? Če takole bolje pogledamo, mene spominja na satovje. Najbolj pisano sicer, kar sem jih kadarkoli videla, ampak prepričana sem, da je to satovje. Veste, medonosne čebele, to so tiste, ki nosijo med, gradijo satovje z voskom. In to z voskom, ki ga izločajo iz želez na spodnjem delu zadka. A vsi vemo, kje živijo čebele, kako rečemo njihovemu domu? Panj, zelo dobro. A ste že kdaj slišali, zakaj čebele delajo satovje v šestkotni obliki? Ste? Čebele jih delajo v tej obliki, zato ker je prostor tako najbolje izkoriščen, saj vanj lahko pospravijo največjo možno količino medu. Strokovnjaki pravijo, da čebele ustvarjajo pravo arhitekturno mojstrovino.
Ja, samo poglejte si jo. Satovje torej imamo, v njem pa manjkajo še marljive čebelice. Sprašujem se, ali so tudi čebelice v abu škatli. Morda me pa moj sluh le ni varal. Ampak so se zdaj male čebelice potuhnile, zato ker nam pripravljajo presenečenje. A pogledam? Tukaj je še nekaj in to zagotovo ni čebelica. Kaj pa je to? Zgleda kot neka pincetka, s katero lahko prijemamo stvari. Morda pa bomo s pincetko prijemali čebelice, da nas te ne bi pičile. Grem hitro gledat naprej v škatlo. Ste za? V škatli je še ena škatlica, nekoliko manjša. Poglejmo, kaj se skriva notri. Bomo skupaj. Pa so res čebelice! Ampak, veste kaj? Te nas pa res ne bodo pičile. Zgledajo zelo prijazne. Pisane so. Ampak, če jih želim spraviti v tole satovje, mi bo v pomoč pincetka. No, zdaj pa je jasno, zakaj je bila tudi pinceta v abu škatli. Ampak, tale abu škatla ima kar dobre ideje, se vam ne zdi? Hvala, abu škatla. No, pa začnimo. Takole. Pa bom s pincetko prijela tule za krilca, tole rumeno čebelico. Zdaj pa mi povejte, v kateri krog oziroma v kateri šestkotnik jo postavim. Rumena čebela gre v ne gre v rdeč šestkotnik, ampak v rumenega. Še malo jo takole potisnem, pa je našla svoj domek. Gremo naprej. Pa bom tole takole zagrabila za krila. Kakšne barve je ta čebelica? Rdeča je in svoj dom bo našla v rdečem krogu. No, čebelica, kar lepo v svoj domek. Odlično. Gremo naprej. Za krila bom zdaj prijela modro čebelico in ta bo šla v modro luknjico. Majčkeno sem nerodna, ampak veste kaj? Nič hudega. Še enkrat bom poskusila in upam, da mi tokrat uspe. Takole, evo. Vaja dela mojstra. Mojster pa vajo. Gremo naprej. Takole bom za krila zdaj zgrabila tole oranžno čebelico in jo spravila v oranžen krogec. Evo. Odlično. Gremo naprej. Še, da pogledam, koliko praznih krogcev še imamo. 1, 2, 3. No, bom zdaj zeleno čebelico ujela in jo tule v zelen krog spravila. Gremo naprej. Vijolična čebela bo svoj dom našla v... Bom še enkrat poskusila, nič ne skrbite. Pridi, čebelica. Ta bi očitno rada šla na travnik, med nabirat. Ne, še veš, čebelica, še malo se moraš spočiti. Gremo dalje. Le še ena je ostala in ta je svetlo modre barve in svoj dom je našla tule čisto zgoraj na vrhu. Odlično! A lahko prosim še enkrat preštejemo, koliko čebel je v satovju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 čebelic počiva v 7 šestkotnikih. Kako pa rečemo čebeli mami? A se vam kaj sanja? Matica je, zelo dobro. Pa veste, da matica leže jajčeca celo svoje življenje? Zelo pomembno nalogo ima. Veste, še par vprašanj imam za vas, ampak še prej bom kakšno izmed čebel spustila majčkeno ven, na svež zrak, med rožice. Pa si bom izbrala recimo da tole, zeleno, pridi, zelena čebelica, ne uboga me. Evo jo, takole. Zakaj mislite, da imajo čebelice party palk? Veste, z njimi okušajo, tipajo in vohajo, zato jih imajo.
ima čebelica na zadku? Kaj ima? Ima želo? In kaj z želom naredi? Piči. Ampak kdaj nas piči čebelica? Samo takrat, ko se počuti ogroženo. Se pravi, če mi čebelici ne bomo nagajali, nas bo tudi ona lepo na miru pustila. Čebelica ima tudi rilček in z njim sesa tekočino. Čebelica ima 3 pare nog. In na zadnjem paru nosi cvetni prah s cvetja v satovje. Preden se grem naprej igrat s čebelami, ki so super za fino motoriko, imam za vse vas še nekaj vprašanj. Boste odgovorili nanje? Boste, kaj ne? Najprej me zanima, če vsi vemo, kaj je fina motorika. To so ti natančni gibi, pri katerih moramo biti vztrajni, ker so običajno precej zahtevni, ampak ne smete obupati, morate vztrajati, ker vaja dela mojstra, mojster pa vajo. Zdaj pa gremo na vprašanja. Ste pripravljeni? Dobro nagnite ušesa. Zanima me, če veste, kako imenujemo moške čebelje člane. Kako jim rečemo? Troti so. Zelo dobro. Prejle smo govorili o matici, o mami vseh čebel. Dajte mi povedati, a mislite, da je matica enako velika kot vse ostale čebele ali je večja od njih? Večja je, res je, največja izmed vseh čebel, zato pa je postala matica. Tudi ti greš na sprehod takole. In še zadnje vprašanje. Zanima me, ali veste, kaj je najljubša hrana čebel? Med? Odlično. Koliko novega se lahko s pomočjo didaktičnih igrač naučimo? Le domiselni moramo biti. In veste, kaj je tudi prava zakladnica znanja? Knjiga. V abu škatli sem čisto na koncu s tem levim očesom zagledala tole. Knjigo o čebelah. Zato, če ste radovedni in bi radi o čebelah izvedeli še kaj, lepo iščite kakšno knjigo v knjižnici ali knjigarni in preberite vse, kar vas zanima. Zato pa pravim, da je prava zakladnica znanja. Tule notri najdete vse odgovore na vaša vprašanja. Tako, to je to, čebelice moje. Ja, vam sem rekla čebelice, zato ker sem prepričana, da ste tudi vi tako marljivi kot čebelice. Pospravljate igrače za seboj. Seveda jih. Umijete zobke zjutraj in zvečer. Seveda jih. Pomagate mamici nočju, ko vaju prosita za pomoč. Seveda ima. No, saj sem rekla, čebelice moje ste. Zdaj pa le še objem, poljubček in pa do prihodnjič. Čebelice moje, se gremo igrat naprej. Dober večer, otroci. Že veste, da se vam ni treba bati teme. Ja, čisto zares vam povem, in če ne verjamete, potem dobro prisluhnite pesmicam iz knjigice Zaspančki. Aja, tutaja. Aja, tutaja, veke zapri. Sanjaj prelepe zvezdne poti. Aja, tutaja, tvoj medo že spi, zdaj pridružiš se mu še ti. Aja, tutaja, sanjaj tada, jutro prineslo bo srečo za oba. Ko je treba v posteljo. Sonce gre spat,
in tema nastane, zato da zaspe lahko očke zaspane. Zato da se vrabček utrujen spočije in zjutraj metuljček se rose napije. In ko na večer se tema spusti, ne smete biti strah. To je zato, da rože, živali in ti odpočijete si. In naj ti zaupam, da soba v temi je ravno takšna kot takrat, ko luč gori. Gozd po noči. Ko se gozd zavija v temo, ni grozeč, kot se ti zdi. Takrat namreč se večina gozdnih bitij prebudi. Zajčki rjavi, sive miške si pomanejo oči, nihče več ne more spati, vsem na zajtrk se mudi. Sova pametna dol z veje se oglaša: hu, hu, hu. Če me kdo pogreša, sem že vstala, sem že tu. Tam na jasi mlad srnjaček čudi se k resnički in na poti v vas po hrano sta že dve lisički. Vidiš zdaj, da gozd ni grozen, tudi če se takšen zdi, saj po noči, ko ti spiš, on se pravzaprav zbudi. In zdaj veš, da ko podnevi šel na sprehod boš v gozd, moraš biti tiho, tiho, saj boš tamle majhen gost. V dlan ujamem tvoje želje. V dlan ujamem tvoje želje in vržem jih v nebo, da oblaki puhasti jih k zvezdam poneso, da zvezde zlate tvoje želje v sanje spremenijo in da noči ti temne z njimi razsvetlijo. Ko vrata tiho se zapro. Ko vrata tiho se odpro, se delam, kot da spim. In ko začutim toplo dlan, mižim, mižim, mižim. Nato na licu čutim mehki njen poljub in slišim še samo, ko vrata tiho se zapro. Lahko noč. Ko mala Jana se odpravi spat, nikdar ne zapre od sobe vrat. Čisto malo jih pripre, zleze pod odejo in oči zapre. Stisne k sebi si medvedka, na uho poljub mu da, zaželi mu lepe sanje, spita hip zatem oba. Ponočnjakec. Na luninem krajcu se ziblje fakin in zganja norčije, da se mu smejim. Se postavi na glavo in na roke, se dvakrat obrne in spet je sede. Tak nehaj že, nehaj, ti smešni fantin, me vse že boli, tako se smejim. Veš, moral bi spati in ne se smejati, ker jutri jaz moram zgodaj vstati. Tak nehaj že, nehaj, ti smešni fakin, ker jaz se ti smejem, čeprav že mižim. Sem ter tja. Sem ter tja se medo pozibava, sem ter tja se s hruško poigrava. Sem ter tja, ko pleše med grmički, sem ter tja si brunda skupaj s ptički. Sem ter tja odpravlja se v votlino, sem ter tja prespat pojde zimo. Naj pride noč. Želim si, da dan bi bil vsak dan, da noč bi izginila kar nekam stran. Ne bi je pogrešal, takrat vendar spim in dan se začne, ko se zbudim. A potlej bi malo smešno bilo, če spet po večeri se v šolo bi šlo. Pa zopet kosilo in nalog cel koš, večerja in zajtrk ni vredno en groš. Ja, kdaj bom pa spal? Pomoč, na pomoč, pokličite hitro, nazaj zopet noč. Zvezdica. Mala zvezdica na nebu se je prebudila,
da bi glavice zaspane v sanje potopila, da bi varno jih vodila čez deželo sanj in da s sončnim žarkom poklonila bi nov dan. Kako pošast postane varuška? Pogledala nekoč sem v omaro in našla tam pošastcem staro. Žalostna se mi je zdela, ko je tam v temi čepela. Pa jo butnem na lahno in jo vprašam, kaj je zdaj to? Si pošast ali si reva? Pridi, otroke strašit greva. Pa je le z glavo zmajala, da kar v omari bo ostala, ker hude zdaj preživlja dni, ko nihče več se je ne boji. Otroci so se spremenili, na njo pošast so pozabili. Pa sedem k njej, ji delam družbo in ji predlagam, naj menja službo. In res, še vedno v kotu tam čepi in čaka, da se dan stemni. Ko pa otroci gredo spat, pošast začne jih varovat. Pošast grozljiva poskrbi, da grde sanje prepodi. Nihče otrok ne nadleguje, saj vendar jih pošast varuje. Jih proti jutru še pokrije, zaspana tam se v kotu zvije. In ko otroke dan zbudi, pošast v omari že smrči. Ko se noč spusti na zemljo. Ko se noč spusti na zemljo in je vse lepo mirno, takrat zlezem pod odejo in zazrem se gor v nebo. Gori tam se dan prebuja, boter mesec je že vstal in zdaj zvezdico za zvezdo v čarobni sij nam bo prižgal. Ko na lepem temnem nebu boter mesec bo sijal, jaz pogreznil se bom v sanje, tiho, mirno bom zaspal. Kje spijo metulji? Ko se zvečeri in tema pade na zemljo, metulji se odpravijo na zvezdnato nebo. Poiščejo oblake, ki nosijo otroške sanje, in prav nalahno se spustijo nanje. Dvakrat, trikrat še zaprhutajo s krili, preženejo poredne škrate, ki so morda se skrili, in ko ostanejo le lepe sanje, zapru oči in zaspijo vanje. Saj je vse eno, je noč ali dan. Ste se vprašali, kdaj in kako krtek preživlja noč za nočjo? In kako da sploh ve, kdaj se zmrači in kdaj se zares čisto stemni? Po mojem pa tega on sploh ne ve. In ko po noči pririje na plan, mogoče zavzdihne, kakšen lep dan. Pa saj je vse eno, je noč ali dan, krtek pač spi, ko je zaspan. Miš iz ulice rumenih hiš. V ulici rumenih hiš živela je prav majhna miš. Bila je siva, nič ne de, so take miši, to se ve. Imela pa je fine brke, majhen smrček, dolg rep in prav vsak večer prišla je v mojo hišo na potep. Potlej pa sva kako rekli o tegobah tega dne in da košček sira tik pred spanjem je najboljši, sva se strinjali obe. Upam, da skoraj že spite in da se teme prav nič več ne bojite. Če pa strah potrka na vaša vrata spet, se spomnite na zaspančke, ki poskrbijo, da grde sanje prepodijo. Objem, poljubček in lahko noč. Kdo ali kaj, kako in zakaj? Danes 5 novih dejstev spoznaj v rubriki Petka. Dober dan, otroci! Se boste novih stvari učili z mano. Če imate vprašanja, kar z njimi na plano. Kdo ali kaj, kako in zakaj?
V rubriki Petka vsakič 5 novih dejstev spoznaj. Sem razmišljala, potem sem raziskala. Za vse nas sem v knjigah odgovore poiskala. Prvo vprašanje. Kako dojenčki pridejo v mamin trebuh? Da bi dojenček prišel v mamin trebušček, se morata mami in oči imeti zelo, zelo rada. In ko se imata zelo, zelo rada, se očkova semenčeca srečajo z maminim jajčecem. Potem nastane zarodek, ki raste v maminem trebuščku dobrih 9 mesecev in postane dojenček. Aha, vsi mi smo tako nastali, se razvijali, rasli in še kar rastemo. Drugo vprašanje. Kako nastane zobna gniloba? Vsakič, ko kaj pojemo, se na naše zobke prilepijo ostanki hrane, ti pa vsebujejo mikroskopsko majhne delce, ki napadejo naše zobe, če si jih redno ne umivamo. Tem majhnim delcem rečemo bakterije in prav one nam v zobku naredijo luknjico, ki pa zelo, zelo boli. In če zob boli, moramo obiskati zobozdravnika. Tretje vprašanje. Kako se prehladimo? Naše telo lahko v trenutku napadejo mikrobi, taki drobceni nevidni organizmi. Če se družimo oziroma igramo s tistimi, ki so prehlajeni, ti na nas prenašajo te mečkane organizme, ko se nas dotikajo z rokami, pa če kašljajo in kihajo v pričo nas. Že naslednji dan najbrž tudi mi začnemo smrkati, kihati in kašljati. Zato si moramo redno umivati roke in pokriti usta, takrat ko kihamo oziroma kašljamo. Četrto vprašanje. Kako se razlikujejo fantje in deklice? Pa dajmo primerjati. Tako fantje kot deklice imajo glavo, oči, usta, nos, ušesa, vrat, lase, 2 roki, 2 nogi. Edino, po čemer se razlikujejo, je to, da nimajo enakih splovil. Deklice imajo med nogami majhno odprtino, ki ji rečemo nožnica. Fantje pa imajo lulčka, ki mu pravimo penis. In veste kaj? Prav zaradi te razlike lahko nekoč, ko odrastejo, dobijo dojenčke. Peto vprašanje. Kako postaneš veterinar oziroma veterinarka? Ko zaključite osnovno šolo, vas čaka še srednja šola. Če uspešno opravite maturo in si želite postati veterinarji, se vpišete na veterinarsko fakulteto, kjer se naučite zelo veliko o živalih in tudi o tem, kako jih zdravimo. Zelo pomembna je predanost in ljubezen do živali, če želite postati dober, uspešen veterinar oziroma veterinarka. Ko to nekoč postanete, se lahko zaposlite na kliniki za male živali ali pa delate na podeželju, obiskujete kmetije in zdravite tudi večje živali. No, da vas slišim, kdo vse bo skrbel za živalice, ko odraste? Na koncu še nalogo ti dam. Za pomoč prosi starše ali pa jo opravi sam. V škatlici sreče se jih skriva veliko. 1 za vsako, 5 rubriko. Dobro prisluhni, današnja naloga je sledeča. Danes namesto sladkarij pojej eno sadje in zelenjavo več. Veliko novega smo se naučili, vsaj eno dobro stvar v dnevu naredili. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Ampak nič ne skrbite, kmalu odgovore še na druga vprašanja dobite. 1 petka za vse in se kmalu spet gledamo na Tini Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Dober večer, otroci. Danes vam Diana preberem čudovito zgodbo o malem princu. Nekoč je živel mali princ. Bil je majhen, nenavaden deček, ki je živel na planetu komaj kaj večjem kot hiška. Na planetu so bili 3 vulkani.
Poleg malega princa je tam prebivala le še spogledljiva cvetlica. Kako prijetno bi bilo, če bi imel za družbo vsaj majhno ovčico, je rekel mali princ. Nekega dne se je odločil, da bo poiskal prijatelje. Ko so poletele ptice selivke, se je tudi mali princ odpravil na pot. Na planetih, ki jih je obiskal, je srečeval zanimive ljudi. Kralja, geografa, svetilničarja. Odrasli so pa res malce čudni, si je rekel mali princ in nadaljeval svojo pot. Dokler ni prispel na zemljo. Dolgo je hodil po puščavi, a ker ni srečal nikogar, je postal žalosten. V puščavi je tako samotno, je rekel. Potem pa je vendarle srečal lisico. Prijatelje iščem, je rekel mali princ. Bi se ti hotela igrati z mano, je vprašal lisico. Lisica pa mu je rekla: če bi rad imel prijatelja, potem me udomači, kajti če me udomačiš, bova potrebovala drug drugega. Spletla bova posebno vez, ti boš postal zame edini na svetu in jaz bom postala zate edina na svetu. V moje življenje bo posvetilo sonce. Toda mali princ ni imel časa. Moral je naprej, da bi spoznal še druge ljudi in druge stvari. Z Bogom, je rekel mali princ. Z Bogom, je rekla lisica. Povem ti še skrivnost, mu je rekla. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. Mali princ je ponovil, kar mu je zaupala lisica. Potem je z novim spoznanjem v srcu nadaljeval svojo pot. Bo držalo, če hočemo videti, moramo gledati s srcem. Zdaj pa, hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Kvisko, živali! Dan otroci, ste pripravljeni? Začnimo. Zajec, tiger, panda. Katera izmed 3 živali ima najdaljša ušesa? Kaj mislite? Zajec, seveda. Poljski zajec pozimi spremeni prehrano. Poleti se je prehranjeval s travo, listjem, plodovi in semeni, pozimi pa si privošči lubje. Vedno pa pohrusta tudi nekaj svojih iztrebkov, ker ima slabo prebavo, tako v telo vrne vitamine in druge še neprebavljene snovi, ki bi jih sicer izgubil. Gremo naprej. Ovca, medved, maček. Katera izmed 3 živali ima rada med? Le katera? Sladkosnedi medved, seveda. Rjavi medved je največja zver pri nas in druga največja na svetu. Večji je le severni medved. Kljub okornemu videzu medved odlično teče, plava in pleza. Medved je vsejed, največ poje rastlinske hrane, sadje, jagodičev, oreščkov, koreninic, pa z medom se rad posladka. Lisica, lev, krava. Katera izmed 3 živali skotite lička? Le katera? Krava skotite lička, bo držalo. Samice so torej krave, samcu rečemo bik, mladičku pa teliček. Ste vedeli, da krava v povprečju spi le 4 ure na dan? Je rastlinojeda žival in lahko bi rekli, da večino dneva muli travo in počiva. Zebra, žaba, panda. Katera izmed 3 živali ima plavalno kožico? Kaj mislite?
Žabe imajo plavalno kožico. Žabe so največja in najbolj znana skupina dvoživk. Na žabji glavi najprej opazimo ogromne oči. Zaradi postavitve in gibčnosti vidijo na vse strani hkrati, tudi za seboj. Žabe ne pijejo, vso za življenje potrebno vlago vsrkajo skozi kožo. Povodni konj, miš, zajec. Katera izmed treh živali večino časa preživi v vodi? Povodni konj. Povodni konj ali nimski povodni konj je velik rastlinojedi afriški sesalec. Ima močno valjasto telo in orjaško glavo. Večino časa preživi v vodi, saj se tako zaščiti pred močnim soncem in pregrevanjem telesa. Je druga najtežja in tretja največja kopenska žival. Lev, lisica, tiger. Katera izmed treh živali je največji predstavnik mačk? Tiger je pravilen odgovor, prav on je največji predstavnik mačk. Prepoznamo ga po oranžnem kožuhu s črnimi progami. Živi v težko prehodnih gozdovih Azije, kjer so ponavadi dobro skriti. Za razliko od večine drugih mačk imajo radi vodo in veliko plavajo ali pa se v vodi samo hladijo. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, poljubček in pa do prihodnjič!